cin, sončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša zimo nas. Hej, ali je vas? Who cares? Mislim, da lahko vidite, kako zmatrano zgledam. Ura je 9:20 minut. Ne vem, kaj je fora, ampak danes sem pač tako zmatrana, oba smo ful zmatrana, pač ob 5 smo bi mogla zbuditi. In se več nisem mogla, sem bila tak hin. I mean, I know what my excuse is, I don't know what yours is. I'm on my period. Fuck, sem zmatrana. In pol smo šla kar nazaj spat in sem ob 7 šla v budilko, jaz nisem mogla vstati v 7 spet. In smo še dalje spala in potem sem ob 8 sem bila tako, ok, good, I'm ready to go. Tisto, ko ste videli in sem hodila se stati. In se pol sama nazaj, ok, zatisnila in je ura 9. Jaz sem tako zmatrana. Jaz moram zdaj uploadati video hitro. Mislim pač, editati in uploadati. Video je zeditan in se uploada, ampak zgleda, da bo trajalo kar dolgo, da upam, da vseeno uploadam pred 12, ker pač piše, naj bi bil ob čez 2 uri pa pol skoraj, kar ne vem zakaj, ker ponavadi ni tako dolgo trajalo, tako da bom videla. Drugače pa ja, pozdravljeni v 3. decembru, 3. dan vlogmesa. Danes naj bi prišlo kar nekaj paketov, oziroma upam, da bomo odpirali tukaj, vam malo pokažem, če bo pač preveč stvari, bom pa naredila prav še posebej video. Ampak ja, pa sam zdaj imam 2 uri še predavam, da se moram prijaviti. Pol pa, ja. Zdaj sem se spomnila, da sem jaz pozabila v prvih 2 vlogih vključiti ono pesem, ki ste jo zdaj slišali. Zaradi tega, ker se mi je zdelo, da sem lani nekaj imela, ko sem snemala, ampak se nisem mogla spomniti kaj in kdaj in kaj sem sploh imela. In sem šla zdaj gledati stare videe in se spomnila. Se mi zdelo, da ta pesem sam se mi je zdelo, da sem si zamišljala to, tako da here you go. Tako da ja, video je zdaj objavljen, torej 1, 2, imela bom pač približno isto temo, tako da približno isto zgleda. Tu so še pa bolj stari vsi videi. Zdaj sem šla delati za analizo mreži, ki ponovadi grem delati zadnji dan, pač v ponedeljek, ker imamo do ponedeljka do pač polnoči oddajo. Ampak je tokrat ena sošolka pač rabila pomoč in ona meni doskrat pač pomaga, če rabim pri interpretaciji. In sem pač šla za to zdaj gledati prav video, pa to, da sem šla nje pomagala in zdaj sem si že vse spisala, da bom mogoče kar danes naredila nalogo, ker pač itak imam načama vse naredila. Tako da ja, very good. Ura pa je 12 bo, zdaj bom tudi končala s predavanji. In pol sem konec danes, teda danes bom probala čim več snemati, se editati, narediti za faks, ampak basically imeti malo bolj taki lazy day. Jaz si jih rada privoščim. Pa sem si spisala, ker zdaj imamo neme trike, pa omrežja in pač pri tej nalogi je sam to, ker pač ko ti viš to, pa ko nimaš toliko znanja, je sam tak, kako zdaj to interpretirati se, ker pač ja. Torej, najboljša stvar pri tem predmetu je itak to, da pač moramo dati sam nalogo, ko sem vam razlagala, zaradi tega, ker ko profesor razlaga predmet in kaže formule, kako se to na roko vse računa, kar pač ima pol vse sprogramirano in to je pač res groza. Vem, da je statistika, mi smo imeli statistiko, ampak smo imeli samo osnove in pač že tam so bile ene formule, ko si sam tak, ok, bad, ampak se pač naučiš, pa ni toliko bad, sploh ne osnove res statistike. Po tisto, ko gre pa dalje, pa to je pa pač res kriza, teda hvala Bogu nimamo tega prav na izpitu, da bi pač mogel računati ročno. Ker pač prvo kot prvo itek pri teh PowerPointih njegovih, oziroma prezentacijah, ima pač na ta način nareto in je vse sam tak great. Toda pač jaz sistem, realno jaz pač njegovo razlago poslušam, ker vse smo se učili to, ampak jaz tega več tak razumem, ko sem takrat. Ja, čekaj, da vam pokažem pol formule. Tu so pa pač pol te formule za računanje. Jaz sem tak, oh god, ne, hvala. Pa vem, da sem nekaj imeli z nekimi odvodji ali nekaj tuji, ampak pač to je meni sam tak. Jaz sem dala matematiko skozi, ne rabim več. Zajtrka še danes nismo imela, ampak je zdaj ura že skoraj 1. Ampak nimava za kosilo doma poščančjega mesa, tako da bom po mojem zdaj si sem naredila tople sendviče
šla v trgovino in spet naredila pozno kosilo / večerjo, teda bom po mojem nekih 5 na koncu jedla ali pa mogoče malo prej. Zdaj pa samo odpremo trojkica, 4 bo ena velika, so excited, tako da tukaj. Spet je ta čokoladica, po mojem spet navadna, tako da ja. Ok, torej, to je zdaj ta kosilo oziroma brunch, bomo temu rekli. Jaz imam za pit čokočino v svojem Leo cupu. Fant ima džus. Tukaj imamo pa 100 pleseniče. Tudi temu sem vsega enega, ne, sem dobila 2. Ja, rekla sem enega. Teda ja, tam ima malo več sira njega za to. Pa Designated Survivor. Ful mi je bad, ker še nisem dobila dobenega sporočila od pošte, ali pridejo paketi ali ne. Zaradi tega, ker včeraj smo dobila in jaz sem res ful upala, da danes prije, ker pač komaj čakam, da vam to pokažem. Mislim, teoretično je bil datum, da prijejo v petek. Pač, ker smo že dobila, da je na pošti, sem pač mislila, da bo to danes. Zgleda, ne? Ja. Bad mi je, ko gledam vse, ki imajo vse okrašeno in okrašujejo. Jaz ne morem, vedno ste, ki bi radi videli, ampak ne morem zaradi tega, ker nimam nobenih okraskov v Ljubljani. Vse, ki jih imam, so pač doma pri mojih starših, zaradi tega, ker tukaj enostavno ni dovolj pač prostora in jih imam doma. Torej tudi smrekico, lučke, pač vse. Zdaj, ja, sure, lahko bi šla v trgovino in kupila nove stvari, oziroma naročila kakorkoli, ampak se mi ne zdi varčno narediti to, da bi kupila vse nove okraske, ker pač niso toliko poceni in bi pač prišla spet na kar neko vsoto, ki jo pač trenutno si ne morem privoščiti oziroma nočem, zaradi tega, ker imam neke prihranke in glede na to, kak ta korona trenutno in ti ukrepi, ki naj bi se podaljšali, vprašanje, kdaj bom spet lahko jaz delala in dobila dejansko plačo. In me skrbi in moram dejansko šparati, zato da bom lahko, mislim šparati, ne porabljati na stvareh, ki jih trenutno ne rabim, zaradi tega, ker ne vem, kako dolgo bo to trajalo. In verjamite, takoj, ko bom lahko normalno delala, bom kupila marsikaj. Pa zdaj sem itak že kupila neka oblačila, ki se pravi, jih zdaj čakam pa to. Ampak od danes pa ne bom naročevala več nič kaj. Zaradi tega, ker sem gledala neke omejitve, kako kdaj naj bi se sprostile in ko naj bi padle okužbe pod, ne vem, 1000 ali nekaj takega, kar pač ne vem, kako bo. Hvala Bogu, da varujemo ljudi, hvala Bogu, ne bom šla preveč v to temo, ampak pač meni trenutno je kriza, ker me je pač strah, kako se bo to nadaljevalo. Pač nekako, kdaj bomo spet lahko dobili normalno pač plačila, zaradi tega, ker ja, se vem, da sem za nekaj redno zaposlena kakorkoli, ampak pač nekdo, ki je redno zaposlen in zdaj ne dela, so na čakanju in imajo vse na neko plačilo. Medtem ko eni študenti, kot smo pač jaz in ogromno drugih, ki živimo samo na študentskih delih, in dobivamo skoraj normalno plačo, kot eni drugi recimo, in zdaj nimamo niti centa, mislim, da dobivamo niti centa od nikoder, je kar krizna situacija, sploh za neke mlade družine po mojem, si sploh ne znam predstavljati, da imaš celo družino in izgubiš delo, ker vem, da niso vsi na čakanju, da je ogromno ljudi izgubilo delo. Srce se mi para, ko se spomnim oziroma zavedam, da ljudje dnevno zgubivajo službe, da zgubivajo svoje posle, da grejo podjetja v stečaj, SPI, pač meni je to grozno, res mi je grozno, pač ful mi je bad. In ne vem, kako se bo to pač končalo, kako bo to šlo. Zdaj se zelo upala po stopnicah. Gli sem hotela začeti snemati unboxing, kaj sva kupila, kaj je fan kupil v trgovini. Pa je me klical pošte, da sem še šla po pakete. Bom prvo vseeno pokazala, kaj sem kupila v trgovini, ker je treba da v hladilnik. Torej, prvo je tale čokolada. Predvidevam, da za avtomat, ne? Pa imamo spet to lazanjo, ki pač včeraj se jedla in dansko ni bila toliko bad, ampak je bila ful, ne vem, tako ful podsesta je bila. Me imam premalo testenin za moj okus. Kaj si te to vse kupil, niste, ko greš po meso? Ok,
To so sladoledi smetane, to ima ful on rad, jaz pač tak. Skir, di za mene. Jaz mislim, da je ona zakupoval za sebe. Frutabele. In pa potem zrezki, ki bova jih verjetno danes naredila za jesti. Pa pač ena smetana. To pa mislim, da je tudi to. Torej, kupa si to, kaj sem ti rekla, meso in potem si sladkarije za sebe. Čudovito. In pa še 2 Asus paketa. Mislim, da je ta večji od Fanta, ta manjši je po moje moj. Teda vam bom pokazala, kaj sva kupila. Torej, to so zdaj paketi, vam jih odprla. Potem bom pa verjetno malo bolj podrobno pokazala gor tudi kaj izgleda. Da sta zdaj moja soseda ustavila, ko sem šla po pakete. In je rekla, če puščava mi dva odprto spodaj v kolesarnici, ker ona spodaj v kleti ima eno kletno stanovanje in ji baje pika. Sej ni najo napadla, ampak sem slučajno tam bila in se sploh tako ne. Nimava koles tam not. Prva je Nikeova in mi je ful cool zaradi tega, ker je dansko sešita. Pač jaz sem mislila, da bo natisnjeno gor in mi je še bolj zdaj cool, ker je pač dejansko zašiti ta Nike logo. In je ful cute, pač navadna kratka majica. Druga zadeva je pullover, ker drugače ima Asus tudi tak Stradivarius Berško gor. Pa v bistvu navaden pač pulloverček, tako da je nov, velikost je 36, ne vem, tak zgleda prijeten. Imam lanske Asusove, sam pač so se ravno že čist prepravili, ki nisem, teda sem zdaj nabavila nove. Potem imamo eno kratko majico spet, tam je po manj tudi ena izmed najbolj všeč. In je The North Face. In zgleda tako. Ima isto pač tukaj je gor logo in tam mislim, da je malo bolj cropped. Ampak pač, se če imaš kako spodnji majica pa to, pa itak je dokaj dolga, tako da ne bo bad. In je full cute. I love it. Lej. Ta je zelo roza. Sicer tak vem, kjera je. Tam mislim, da ima metuljčka gor. Ja. Tam sredi z tega pač sam metuljčka in je tudi full cute, pa pač tega preprosta, honestly je very cute. Aha, in še zadnja stvar so pa te hlače, ki me najbolj skrbijo, ker ne vem, koliko pač če mi bo pravilo, pa ne. Edino tukaj je dansko gor nalepljen logo, kar mi ni najbolj všeč, pri tem sem pa upala, da je bil zašit. Ker vse eno so bile hlače, tako mislim, da 30 € in bila zašili gor, tako so na majico, ker to je ta plastika, ko pač honestly hočeš, nočeš, gre dol. Ok, in tu imam zdaj še od Fanta stvari, da vam pokažem, ker da tudi fanti gledate, da ni sam zame. Čekaj, tu da je še mislim, da ena majica moja ali 2. Ok. Ful mi je cool, ker sem izbirala tako dolgo te stvari tudi od njega in pač moški ima ful coolske zadeve. Ta je tudi sam ta North Face, tukaj je ob strani logo. Pač pri fantih je ful verjel, ker ima ful coolske in jaz mi je bo ful žal, da sem jaz kar naročila, brez da bi še gledala njegove oblačila, zaradi tega, ker realno jaz bila v teh Puma, pač ima kar zdela v S moških. Ja, ta ima isto ob strani Puma logo, zadaj nima nič, je pa navaden beli, mi je ful lepi pač. Tukaj noter že vidim eno svojo majico. Ampak prvo še vam to pokažem. Tale je Nikeova in tam ima tudi sredi z tega logo in mi je cute, ker sem mislila, da bo matching, sicer pač ni identičen, ampak je vseeno dokaj podoben. Teda so lahko matching. Potem, tam je spodanja izgleda živo. Smo gledala na Asusu, da smo tako, ja, dejansko ni bad. A me zanima, kako bo. In jej, tudi tam ima dejansko zašit logo, kar je ful fajn, zato ker ko je logo zašit, pomeni, da bo ostal dost, mislim, da dost dlje ostal bo, medtem ko ona plastika, you know. Ok, bom zdaj dala še spet eno mojo. Te firme ne znam izgovoriti. Ampak sem vzela M, mislim, da moško. Ima sredi logo in mi je bila ful lepa. Pač teh so imeli ful različnih barvah in so mi bile ful lepe in smo tak, fakt jaz bi imela vsako po eno. Pač meni je ful lepa. Tu je zdaj ena majica, ki meni osebno ni bila toliko všeč. Tak, vzorec. Pač ni bad, ampak meni ni toliko všeč. Ja, mislim, vse te stvari so bile znižane. Zdaj tale je Hummel in ta je dansko meni dobila ful coolska, zaradi tega, ker ima logo kot kao čebelica. Pa pač ne vem, meni je dansko coolska, pa zadaj ima take vzorce. Za ono mojo me malo zdaj skrbi, ko si vzela moško, da mi bo malo preveliki M.
no. Aha, to je zdaj v bistvu ista moška, sam pač da je velika. Ampak je ful, ker ni bela, ne? Veš je. Jaz nisem se obela, ne? Ampak je ful lepa. Naslednja je spet Adidasova in sem dejansko ful presenečena nad Adidasovimi zaradi tega, ker imajo zaščite logote. To je še ena tale, ko sem vam rekla, da jih je bilo njih par in tam je ful lepa, tam je najlepša po mojem. Mi je krba, da nisem jaz te vzela, pač ful mi je lepa. In pa še ena, Under Armour. Dejansko, jaz sam dvojne čevlje Under Armour. Koliko imaš ti čevlje Under Armour? Mala kar nekaj čevlje Under Armour doma, tako da tam je tudi ful lepa. To je nalepka. Pač navadna sipa. Ta Liza meč ven, če slučajno bi mogel kaj vrniti. Trenerka, katero si moje začakal skozi. Sorry, da nisem dala prej ven. Jaz sem mislila, da je z blagom. Wow, fancy. Ja, to je to. Pa vam bom mogoče tudi pokazala, kako izgleda na meni. Ok, torej, tale je majica tista, ko sem vam jo kazala North whatever. To je zdaj ta druga. Se mi zdi, da je en dokaj ok, pač po mojem bi lahko tudi vzela. Je lahko zatlačiš noter, sploh po zimi je to ok. Zdaj vam to Nikeovo, tam je pač prevelika, ampak bom po mojem nosila tako kot oversize, ali pa za spat, ker se eno ni bila toliko draga. Je full see-through, to da vidite moj športni modelček skozi. Tako da me zanima, kako bo to izgledalo na normalnih oblačilih. Drugače pa je meni full lepa, sicer pač tam logo mi je full cute, ampak mojem bi mogla vzeti S, ne M. M je, ja. M sem vzela, tako da se mi zdi, da je kar veliki M, ker jaz imam majice MS, pa ponavadi se mi je malo boljša, ker te tako primejo, ampak ja. Kaj ti je? Se mi zdi, da je samo ok, ha? Do you like it? Ja, pa ne dobro. Je malo večja. Ok, in bolje še tale. Tale je bila tudi M, ima metuljčka, mi je cute, ampak ne vem, če meni to tako paše. Tale je bila S, meni se pa zdel, zakaj mi je tako tesno v joškah. S je, ker je pisalo, da je oversize, ampak dobro se je oversize za S realno. Ja, ne, po mojem je kar true to size, ampak ja. Pa tole starca in pa pullover, ki ima malo bolj baggy rokave, pa tu je mogoče malo bolj baggy, je pa 36, pa meni je realno kar cute. Hands. Zdaj sem dala prvo rundo oblačil prat, tam to Nikeovo majico gor, ful mi je fajna. Tako da upam, da se bo čim prej usušila, da začnem nositi, ker jaz nisem več imela nič. Mene je že bo badno snemati vsakodnevne, mislim, videe, zaradi tega, ker pač pri vlogih mi je vseeno, ker sem pač oblečena čez cel dan isto, dan prat, pa sem spet isto oblečena, ker pač mi je vseeno. Zdaj se bom malo menjavala oblačila, ampak pri onih videih, ko sem jaz svi tam videa, mi je bilo že tako bad, ker sem imela 3 pulovere, pa nekaj sam črne majice, ki smo imeli za delati tudi, nisem več imela nobene druge oblačila, kot pa črnih navadnih kratkih majic. A sem jaz včeraj sploh pokazala, da sem sem dala printer? Si ne vem. Glavnem, tu smo počistila, smo dala printer, pač res je full mičken. To je res oni najmanjši printer, kaj zboh je, mislim, da HP-ov. Pa ja, to je v bistvu to in zdaj ga imamo tukaj in je full cool. Pač imamo fant tukaj mizo in se on lahko sam stegne po list in ga sam preda meni na mojo mizo. Zdaj pa delam za nalogo, za analizo v mreži. Ker sem vam prej rekla, da sem začela delati, da sem kar začela delati. Danes so še neki drugi grafi, fun. Pa potem bom delala rižoto, teda bom to še pokazala. Svedla sem nekaj pozabila sem snemati. Začela sem kuhati rižoto. Skoraj. Hrana je torej narejena. Malo znam mogoče preveč vode. Teda imamo oba v šalčkah, pa imamo eno Coca-Cola Zero. Jaz sem poslušala pesmi, pa gledala Gilmore Girls med kuhanjem, medtem ko moj fant gleda nogomet. In seveda damo zdaj spet Designated Survivor. Se mi zdi, da imam za danes že toliko materijala, da bom po mojem kar zaključila tukaj. Zdi se mi, da imam danes že toliko materijala, da bom mogoče kar tukaj zaključila, pa začela snemati že za naslednji dan, zaradi tega, ker imam haul in ogromno nekih stvari, tako da, ja. Hvala, da ste gledali ta video, oziroma ta dan. In v bistvu se vidimo jutri 4. Teda ja, dia. Pa nagradna igra je še vedno live, tako da lahko greste na moj Instagram in sodelujete in lahko zmagate polaroidno kamero.